tudi dali na razpolago. Zadnji del, ki je na voljo vprašanjem in odgovorem ali pa tudi diskusiji na kratko, pa ne bomo vključili v ta posnetek, če ga bomo seveda naknadno objavili na spletnih straneh. Malo odvisno od tega, koliko bo zanimanja in če bo zadeva seveda uporabna za tiste, ki danes ne bodo uspeli. Prosila bom kar Tino, kolegico, ki je zadolžena za tehnično podporo, da bo pričela s snemanjem. Z mano danes so tudi koordinatorji, ki koordinirajo ključno aktivnost 1, kamor ta omenjeni razpis spada. Z vami so v klepetu in če bo že pred koncem kakšno urgentno vprašanje, lahko postavite vprašanje v chatu oziroma klepetu, pa vam bodo poskušali že sproti tudi odgovoriti. Bo pa čas za vprašanja tudi na koncu, ko bom zelo vesela, če se boste oglasili, da bomo tiste najbolj urgentne zadeve skupaj pojasnili. Namen današnje kratke predstavitve je, da vas opremimo z nekakšnim okvirjem. Torej, kaj sploh razpis Erasmus akreditacij je, ne glede na to, z katerega področja prihajate, na kakšen način se umešča ta razpis oziroma akreditacija kot taka v širšo shemo aktivnosti prihodnjega programa, kako bo vse skupaj delovalo in tiste skupne ključne točke razpisa, ki so enake vsem prijaviteljem, ne glede na to, z katerega področja se prijavljajo. Pa poglejmo, kaj in kako. Namen sistema akreditacij oziroma vmes je bila tudi debata, če bi se to imenovala vstopnica ali listina. Samo ime v bistvu niti ni tako zelo relevantno. Namen je dolgoročna, strateška internacionalizacija organizacij. Na kratko bi spomnila, kaj za nas internacionalizacija je, in bi z vami delila definicijo, ki jo je na valorizacijski konferenci v ponedeljek omenila naša direktorica dr. Alenka Flander. Internacionalizacija je nameren, torej načrtovan proces integracije mednarodne ali medkulturne razsežnosti tako v namen, kot tudi v funkcijo in samo izvajanja izobraževanja oziroma usposabljanja, da bi izboljšali kakovost izobraževanja za vse učeče se in zaposlene in da bi pomembno prispevali k družbi. Torej, gre za neko načrtno delovanje, ki zajema daljše obdobje, ne gre zgolj na primer za 1- ali 2-letno načrtovanje nekih aktivnosti, ampak gre za daljše obdobje, 5 ali več let. Naj bi bilo to delovanje strateško, širše umeščeno v delovanje organizacije in seveda poudarek pri internacionalizaciji je umeščanje mednarodne ali oziroma in medkulturne razsežnosti v samo izobraževanje. Osrednji del prijave, kjer opišete to dolgoročno strateško internacionalizacijo, je Erasmus načrt. To je osrednji del vloge, kamor boste lahko opisali, kaj in kako boste na dolgi rok strateško pristopali k internacionalizaciji. Samo akreditacijo, torej listino ali pa, kot radi včasih se pohecamo, vstopnico, lahko pridobite kot izobraževalna organizacija samo zase, za vašo šolo, vrtec, ljudsko univerzo, srednjo šolo, lahko pa pridobite akreditacijo kot nosilci konzorcija. Lahko izberete zgolj eno ali drugo možnost, vam pa program ponuja, da boste lahko v naslednjih 7 letih zamenjali oziroma spremenili akreditacijo iz ene ali v drugo, kadarkoli. Seveda ob samem razpisu, lahko boste prešli iz akreditacije z samostojno organizacijo v akreditacijo kot nosilci konzorcija ali pa
če konzorcij ne bi deloval, na primer, se boste lahko odločili in na nek način odstopili kot nosilci konzorcija in pridobili akreditacijo zgolj zase, za svojo organizacijo. Od kje prihaja ideja za tak sistem delovanja? Gre za preverjen sistem iz visokega šolstva. Tam že zelo dolgo preko 20 šolske institucije pridobijo tako imenovano Erasmus visokošolsko listino za celotno obdobje programa in je ta listina kot neke vrste potrdilo o njihovi kakovosti in jim omogoča dostop do financiranja iz ostalih aktivnosti. Tudi sami smo s kolegi iz visokega šolstva izmenjali vse možne informacije in bomo lahko njihove izkušnje pri vodenju sistema akreditiranih organizacij ali pa listin uporabili pri delu sedaj tudi na drugih področjih. Še enkrat bi želela posebej izpostaviti, moja današnja prezentacija zajema informacije, ki se nanašajo na vsa področja, ne glede na to, ali ste šolskega, poklicnega ali s področja izobraževanja odraslih, specifike posameznih področij pa boste pregledali s kolegi na seminarjih za posamezno področje. Kdaj ti seminarji bodo, si bomo pa pogledali čisto na koncu. Kaj sama Erasmus akreditacija tisti organizaciji, ki jo pridobi, omogoča? Gre za nek izkaz kakovosti, torej skozi ocenjevanje vaše vloge bodo ocenjevalci preverili, ali izpolnjujete določene kriterije izvajanja aktivnosti in če bodo tega mnenja, torej Erasmus akreditacija pomeni, da že imate določene sisteme, da delujete na zadovoljiv način, je to že izkaz neke kakovosti in pa hkrati je to tudi obveza. Del razpisa je tako imenovana listina kakovosti, noter je navedenih kar nekaj kriterijev, ki jih morate zadovoljiti in jih boste morali spoštovati in nadgrajevati tudi tekom izvajanja posameznih aktivnosti. Erasmus akreditacija pa ne zagotavlja nobenih sredstev. Že sedaj bi želela res izpostaviti, da če želite pridobiti sredstva za posamezne aktivnosti, se boste morali prijaviti na razpis naslednje leto. Akreditacija sama po sebi vam zgolj dovoljuje in omogoča prijavo, ne sama po sebi prinaša pa sredstev. Da se izognemo neljubi situaciji, ko institucija meni, da če sem pridobila akreditacijo, sedaj ne potrebujem nič več in se po možnosti obrne na nas ravno po roku za prijavo projekta in mora potem počakati z aktivnostmi 1 leto. Čeprav sama akreditacija ne nosi financ, pa bomo njeno izvajanje oziroma zagotavljanje nivoja kakovosti tekom let spremljali in preverjali vaše doseganje ciljev, ki si jih boste v Erasmus načrtu zadali. Vsako področje bo zasledovalo svoje cilje, določene v samem razpisu. Ne glede na to, s katerega področja vaša organizacija prihaja, pa je cilj sistema akreditacij krepitev evropske dimenzije učenja in poučevanja in sicer s krepitvijo vrednot vključevanja in raznolikosti, tolerance in demokratične participacije, potem s krepitvijo vedenja in znanja o skupni evropski dediščini in bogastvu raznolikosti in preko podpore razvoja strokovnih mrež po Evropi. Ta cilj, krepitev evropske dimenzije učenja in poučevanja, ki je skladen seveda s samo definicijo internacionalizacije, je cilj, ki ga želimo doseči s temi našimi aktivnostmi na vseh področjih.
Ločeno od tega pa bo vsako področje zasledovalo še specifične cilje šolskega področja, področja poklicnega izobraževanja ali področja izobraževanja odraslih. Cilje specifične za področje si boste pogledali in vam jih bodo podrobneje predstavili kolegi na seminarjih za področja. Zdaj pa k tistim nekoliko bolj tehničnim zadevam. Prvo vprašanje je, kdo se lahko prijavi za akreditacijo. Vsaka država je morala pripraviti seznam upravičenih prijaviteljev, in sicer v sodelovanju z resornim ministrstvom. Najdete seznam za Slovenijo na spletnih straneh razpisa. Seznami so identični, kot so bili seznami upravičenih prijaviteljev tudi v okviru sedanjega programa Erasmus+. Ni nikakršnih omejitev oziroma pogoja, da bi morali že imeti Erasmus+ aktivnosti. To ni tehnični pogoj, dovolj je, da ste formalno ustrezna institucija. Nekoliko spremenjen je način določanja upravičenih prijaviteljev, kjer ni več v prvi vrsti najpomembnejši vaš status organizacije, ampak ali izvajate program izobraževanja iz ustreznega področja. Mi smo sezname pripravili v sodelovanju skupaj z odgovornimi osebami iz ministrstva. Če pa slučajno se vam karkoli zdi nenavadnega ali se ne najdete, pa nas prosim kontaktirajte, da preverimo, če je mogoče napaka na naši strani ali pa gre samo za napačno interpretacijo tistega, kar je zapisano. Naslednji zelo pomemben kriterij pri obdelavi vlog bo izločitveni kriterij, in sicer se ta nanaša na lastništvo vašega Erasmus plana. Če se bo ugotovilo, da je Erasmus plan skopiran ali da bo v večjih vlogah zelo podobno besedilo, bodo vse vloge s takimi besedili potem izločene iz nadaljnje obravnave. Zelo pomembno je, da je Erasmus načrt vaše delo, delo vaše organizacije in da se nanaša na vaše delovanje. Se zgodi, kakor tudi pri prijavah projektov, da vas najdejo profesionalni pisci in vam ponujajo že prednastavljeno besedilo. Prosimo vas, res ni nobene potrebe, da se tega poslužujete, in tudi sami bomo za vas pripravili seminarje za posamezna področja, kjer bomo skupaj pogledali, kaj mora vsebovati Erasmus načrt. Poleg tega imamo kar nekaj šol, ki so z nečim podobnim že imele izkušnje in bodo lahko svoje znanje tudi delile. Potem sledi nekoliko tehničen kriterij izbora, in sicer zmogljivost, tako organizacijska, kakor tudi finančna. Namreč pomembno je, ali je organizacija kot taka, ki bo pridobila akreditacijo, sposobna organizacijsko izvesti vse tisto, kar načrtuje, in ravno tako finančno. Upoštevati je potrebno, da Erasmus program omogoča sofinanciranje. To pomeni, da so, čeprav poenostavljene finance, ki se jih obračuna glede na enote, nastavljene tako, da naj ne bi zagotavljale polnega kritja stroškov teh aktivnosti. To pomeni, da se pričakuje, da delno mora organizacija tudi sofinancirati stvari. Ne nujno v denarju, mogoče samo v urah ali delu posameznikov na projektu. Zmogljivost ocenjevalci presojajo predvsem z vidika vaše ambicioznosti. To pomeni, če karikiram, ena šola, ki ima 5 zaposlenih in mogoče 50 učečih se, načrtuje strašne premike s svojo internacionalizacijo in v svojem večletnem planu mobilnosti načrtuje 100 mobilnosti, to verjetno ne bo izvedljivo, ker je čisto organizacijsko gledano težko omogočiti 100 mobilnosti za tako majhno potencialno ciljno skupino.
Seveda gre tudi obratno, če imamo en šolski center z zelo velikim številom učečih se in osebja, pa bo načrtoval ambiciozne cilje, a hkrati z zelo majhnim številom mobilnosti, bo to na nek način sumljivo. Bo morala vsebina na to zelo natančno pojasniti, kaj in kako bodo dosegli ambiciozne cilje, če si zastavljajo zgolj zelo majhno število mobilnosti. Samo po sebi številke nič ne povedo in tudi ne določijo končnega izida ocenjevanja, ampak se na vse skupaj gleda z vidika celostne podobe. Potem, po teh malo bolj tehničnih kriterijih, pa pridemo do vsebine. Ta del se ocenjuje s točkami od 1 do 100. Mejna vrednost, ki je potrebna za pridobitev akreditacije, je vsaj 70 točk skupaj in hkrati vsak od 4 kriterijev mora biti ocenjen vsaj s 50% maksimuma. Torej, institucija mora pridobiti vsaj 50% točk pri vsakem kriteriju in skupni seštevek mora biti 70 ali več. Tukaj pa bi izpostavila še eno specifiko razpisa. Vsaka država lahko določi število akreditacij za posamezno področje, ki jih bo dodelila. Slovenija se je odločila, glede na velikost ciljne populacije, način delovanja, preteklo sodelovanje v naših aktivnostih, da omeji število dodeljenih akreditacij v prvem letu samo za področje šolskega izobraževanja. In sicer smo se na podlagi analize statistike odločili, da bomo na šolskem področju dodelili največ 70 akreditacij. V tem primeru bo dodeljenih 70 akreditacij tistim, ki bodo na razvrstilni lestvici uvrščeni na prvih 70 mest. Na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih pa bodo akreditacijo pridobile vse tiste organizacije, ki bodo dosegle mejno vrednost 70 oziroma več točk. Če pogledamo kriterije dodelitve, na prvem mestu je kriterij ustreznosti, ki načeloma niti ni tako zelo težak v navednicah, saj vam prinese zgolj 10 točk, namreč gre za to, ali sploh vaša organizacija deluje na tistem področju, za katerega se prijavlja. Veliko pomembnejši in osrednji je drugi kriterij, vaš Erasmus načrt, in sicer je razdeljen v 3 dele. Najpomembnejši je ta del, kjer morate opisati cilje vašega Erasmus načrta. Tukaj notri ni pomembno le, kaj ste si zadali, kaj želite doseči s sodelovanjem v projektih mobilnosti v naslednjih letih. Zelo pomembno je, da jasno predstavite, kaj je podlaga za te vaše cilje, torej analizo potreb, od kje izhajajo vaše potrebe, zakaj ste se jih odločili naslavljati ravno skozi projekte mobilnosti in kaj želite preko teh aktivnosti doseči. Kaj bo čez 5-7 let drugače zaradi teh aktivnosti. Zelo pomembno je, da ste pri določanju ciljev realni. Kot omenjeno prej, je pomembno, kako velika organizacija ste, kaj je realno, da v načrtovanem obdobju dosežete. In pa zelo pomembno, kar vas treniramo in učimo zadnja leta, na kakšen način boste spremljali doseganje teh ciljev preko let in kontrolirali, v katero smer se premikate. Pri tej točki, pri ciljih Erasmus načrta je izrednega pomena, da je celota usklajena tudi s širšo strategijo razvoja vaše šole oziroma organizacije. Strategijo lahko pripnete vlogi, vendar naj ne gre za kakšen res izjemno obsežen dokument. Razmislite, kaj je smiselno priložiti, kaj bo ocenjevalcem dalo še tiste informacije,
kako so vaši cilji skladni z razvojnim načrtom celotne organizacije tudi na drugih področjih. Naslednja točka Erasmus načrta so same aktivnosti. V tem delu morate konkretno opredeliti vaše načrte mobilnosti. Vsaj za 2 leti oziroma za največ 5 let naprej, koliko osebja ali učečih se imate načrt poslati v tujino, za kater tip aktivnosti. Ni potrebno konkretizirati dlje od tega. Nas v vlogi ne boste vprašani potem, kam jih boste poslali, za koliko časa, ampak zgolj po ciljnih skupinah in tipih aktivnosti, koliko bo vaš načrtovani obseg mobilnosti v prihodnjih letih. Kot omenjeno, načrtovati morate vsaj za 2 leti oziroma največ za prihodnjih 5 let. Naj takoj omenim, te vaši načrti so okvirni. Vi boste še vedno lahko na to prijavili projekt mobilnosti z nekoliko drugačnimi številkami, seveda pa, če bodo te številke drastično odstopale, naprimer v Erasmus načrtu napišete, da imate namen prvo leto poslati v tujino 100 posameznikov, v prvi K1 vlogi jih pa zaprosite 20, bo seveda to ob spremljanju vaše akreditacije takoj en opozorilni znak, da vas bomo vprašali, kako to, ali je prišlo do kakšnih spremenjenih okoliščin, zakaj je prišlo do tega razkoraka. Seveda pa, če je zdaj razlika nekje, naprimer 10%, to niti ni tako zelo bistveno. Zadnji del, ki je pa ravno tako zelo pomemben in vreden 30 točk, pa je del namenjen vodenju in upravljanju teh aktivnosti in celotnega menedžmenta, ki je povezan z akreditacijo. Kot omenjeno v začetku, del razpisa so tudi standardi kakovosti. Obvezno si jih morate pogledati pri pripravi vloge in jih v sami vlogi v tem delu vodenja in upravljanja tudi naslovite. Kako boste zagotavljali vse te standarde? Mogoče ne dosegate ta moment ravno vseh na najvišjem nivoju, potem pač obrazložite, kako boste svoje delovanje in upravljanje teh aktivnosti nadgrajevali skozi leta, da boste lahko dosegali čim višji nivo teh standardov kakovosti. Še enkrat bom omenila, za dodelitev akreditacije je potrebno doseči skupaj 70 točk od 100 vsaj in pa istočasno vsaka od 4 kategorij mora doseči vsaj 50% maksimuma določenega in pa na šolskem področju smo se letos odločili omejiti število dodeljenih akreditacij s 70, torej 70 najbolje ocenjenih bo že letos prejelo akreditacijo, ostali pa seveda boste imeli kljub temu možnost prijaviti projekt mobilnosti oziroma zaprositi za akreditacijo naslednje leto in takrat izboljšati svojo vlogo, seveda s pomočjo povratne informacije strani ocenjevalcev. Zdaj pa tako, ko vam bo enkrat akreditacija dodeljena, bo veljavna do konca programskega obdobja. Torej vsi, ki jo boste pridobili že v tem prvem razpisu, vam bo veljala v obdobju 2021 do 2027. V prvi prijavi od vas želimo Erasmus načrt za najmanj 2 leti oziroma za največ 5 let. Periodično bo mogoča osvežitev tega Erasmus načrta, pač odvisno od tega, kako si boste zastavili vaš izhodiščni Erasmus načrt. Bi pa omenila še eno zelo pomembno točko. Organizacija, ki bo pridobila Erasmus akreditacijo, pa se potem 3 leta zaporedoma ne bo prijavila na K1 razpis, torej ne bo prijavila projekta mobilnosti in pridobila sredstev, ji bo nacionalna agencija akreditacijo odvzela. Ker nekako nima smisla, da nosite en izkaz kakovosti za aktivnost, ki se je ne poslužujete. Še enkrat, organizacija, ki bo pridobila Erasmus akreditacijo, a se 3 leta zapored ne bo prijavila za projekt mobilnosti, ji bo listina
torej akreditacija, odvzeta. Ji pa to ne onemogoča, da se ne bi potem znova prijavili. Le nekako ni smiselno, da imamo organizacije z akreditacijo, ki pa potem se ne prijavijo za projekt mobilnosti, kjer ta akreditacija je pogoj. Sama akreditacija je zgolj neko potrdilo, certifikat, ki vam bo dodeljen. Je izkaz, kot omenjeno, da že dosegate zadovoljiv nivo kakovosti in je hkrati tudi obljuba, da boste to kakovost nadgrajevali ali vsaj vzdrževali, če ste že na zelo visokem nivoju. Kaj pa vam akreditacija kot taka omogoča? Kot omenjeno, je neka vstopnica, saj omogoča lažji dostop do sredstev za projekte mobilnosti. Tehnično ali pa praktično to pomeni, da vaša vloga za K1, za projekte mobilnosti, ne bo vrednotena, ne bo konkurirala projektom tistih organizacij brez akreditacije, ampak bo pri vas zgolj vprašanje, koliko nam bo odobreno, in odpade vprašanje, ali nam bo sploh odobreno. To je tista bistvena prednost organizacije z akreditacijo, da se ji ni potrebno več spraševati in čakati rezultatov razpisa v smislu, bomo dobili, ne bomo dobili projekta, ampak vas bodo rezultati razpisa zanimali zgolj z vidika, koliko sredstev za koliko mobilnosti nam bo dodeljeno. Kaj pa so tisti kriteriji, ki bodo igrali vlogo pri določanju višine dotacije? Zelo pomemben bo kriterij ocene uspešnosti. In sicer ta izhaja iz končnih poročil zaključenih projektov in iz spremljanja realizacije vaših načrtov in ciljev iz Erasmus načrta. Torej, zelo pomembno bo tudi pogledati, kaj načrtujemo s projektom mobilnosti, ali bomo to tudi realizirali. Sami veste, da včasih ne načrtujemo ravno najbolje, saj se pri projektih mobilnosti načrtuje za vsaj eno leto vnaprej in se nam zna zgoditi, da smo sami zelo ambiciozni, medtem ko naši dejanski udeleženci oziroma končni uporabniki pa niso, pa potem nimamo odziva na razpis in niso realizirane mobilnosti. Želela bi poudariti, da ni vse samo v številkah, torej ocena uspešnosti ni zgolj realizacija, torej, ne vem, odobreno nam je bilo 100 mobilnosti, pa smo jih realizirali 80. Zelo pomembne so tukaj tudi kakovost samih mobilnosti, poraba sredstev, vsebinski del končnega poročila, torej celota. Ocena vašega končnega poročila bo zdaj izkaz vaše uspešnosti, ki bo vnešen v formulo določanja višine dotacije za naprej. Seveda so tukaj zaprošena višina, ki jo vi želite, ne moremo vam odobriti več, kot sami zaprošate. Ključni pri izračunu so tudi evri, ki jih prejmemo za posamezno akcijo, saj ne moremo razdeliti neomejeno, sredstev smo vezani oziroma omejeni s tem, koliko imamo na razpolago, in pa letne prioritete, katerih način določanja zaenkrat še ne vemo. Ali jih bo določila zgolj in samo Evropska komisija, ali bomo imeli možnost tudi določiti neke letne prioritete na nacionalnem nivoju. Je pa formula samega izračuna višine dotacije določena s strani Evropske komisije, ni še čisto spolirana, še debatiramo, kaj in kako, ampak so nam že predstavili, kako so si oni zamislili, zdaj pa so pobrali še naše povratne informacije, seveda informacije s terena, kaj je izvedljivo, kaj se nam zdi boljše ali slabše, in čakamo zdaj novo verzijo. Ta formula bo pomagala nacionalni agenciji, da bomo preračunali višino dotacije oziroma nepovratnih sredstev za posameznega prijavitelja, na podlagi tega zneska pa bomo potem tudi seveda ustrezno prilagodili število odobrenih mobilnosti. Upam, da sem kolikor toliko jasno pojasnila, kaj in kako bo ta izračun deloval. Nimamo še čisto vseh informacij, je pa dejstvo, da ko bo
vse skupaj znano, bo to vključeno tudi v vodnik za prijavitelje, torej kateri kriteriji se upoštevajo, in sama formula bo seveda tudi pojasnjena in objavljena na spletnih straneh nacionalne agencije. Potrudila sem se prikazati vam nekoliko grafično, kako zdaj deluje sistem akreditacij znotraj ključnega ukrepa 1 projektov mobilnosti. Na začetku torej imamo nekakšen predkorak, ko organizacija kadarkoli tekom samega programskega obdobja pridobi akreditacijo. Akreditacija, kot omenjeno, bo dodeljena do konca programskega obdobja, torej če se bo nekdo prijavil in jo pridobil v letu 2022, bo trajala od takrat pa do konca programskega obdobja, tisti, ki jo boste pridobili že letos, vam bo trajala naslednjih 7 let. Po želji, po vaši odločitvi, v sami prijavnici za akreditacijo opredelite svoj Erasmus načrt za vsaj 2 leti oziroma za največ 5 let. Torej ne 7, čeprav vam velja akreditacija za 7 let, je maksimalno časovno obdobje vašega Erasmus načrta lahko naslednjih 5 let. Na podlagi te dodeljene akreditacije boste na to v začetku leta 2021, kdaj točno bo razpis, kdaj bodo roki, trenutno še ne vemo, ampak v letu 2021 se boste na to kot nosilci akreditacije prijavili za projekt mobilnosti. V prvem letu boste načeloma lahko prijavili projekt mobilnosti za 12 mesecev. Izvedli boste aktivnosti mobilnosti skladne z vašim načrtom in na to v letu 2022 prijavili nov projekt mobilnosti in predložili končno poročilo za ta minuli projekt. V letu 2022 boste lahko prijavili projekt mobilnosti za 12 ali 24 mesecev. Tukaj bi mogoče na podlagi izkušenj, ki jih imamo z področja visokega šolstva, priporočila, da raje prijavljate projekte krajšega trajanja, da dejansko lahko aktivnosti iz enega projekta zaključite in greste naprej z drugimi. Drugače se zna zgoditi, da boste v določenem momentu v letu pisali poročilo za eno, začeli izvajanjem drugega projekta in bili sredi izvajanja tretjega, kar zna biti za majhno organizacijo zelo obremenjujoče slediti finančnim tokovom, aktivnostim in tako naprej. In zopet v naslednjem letu boste predložili končno poročilo za en projekt in podali prijavo za nov. Vsaj enkrat v tem obdobju 5 let vas bomo poleg končnih poročil za mobilnost povprašali tudi o napredku doseganja ciljev iz vaše strategije. To je nekakšna vzporednica, ki je nadgradnja posameznih letnih aktivnosti. Trenutno delovni naziv tega je napredek, poročilo o napredku. Lahko ga bomo izvedli, bo v obliki poročila, pisnega, poskušali bomo pa tudi organizacije tekom vseh teh let obiskati. Ne gre za nadzorni obisk, gre za obisk, kjer skupaj prediskutiramo vašo strategijo, kako gre z vašim doseganjem ciljev, kaj vam lahko še priporočimo, da izboljšate, oziroma da se tudi mi naučimo, kaj in kako vam gre pri vaših aktivnostih. Kadarkoli v tem obdobju boste lahko osvežili Erasmus načrt. Recimo, če ga v prvi vlogi še letos oddate in načrtujete samo aktivnosti za naslednji 2 leti, pričakujemo, da boste potem leta 2022 osvežili svoj Erasmus načrt za naprej. Lahko zopet za 2 leti, lahko pa boste pripravili vaš načrt za preostalih 5 let. Tudi če boste letos, na primer, predložili Erasmus načrt za naslednjih 5 let, lahko že čez 2 ali 3 leta ga osvežite. Kot vidimo, v preteklem letu živimo v zelo dinamičnem svetu, se lahko marsikaj spremeni, zato je ta možnost osvežitve Erasmus načrta kadarkoli na voljo in vas vzpodbujamo, da
glede na to, kaj se dogaja, kako institucija deluje in se razvija, da ga seveda skladno s tem osvežite. Seveda to ne pomeni zdaj, če smo rekli, ok, v vlogi leta 2020 smo rekli, da bomo v letu 2022 poslali 17 učiteljev, zdaj bi jih pa 19, z tega naslova ni treba osveževati Erasmus načrta. Samo, če ste se, ne vem, tam ste si zadali, da boste naravoslovne predmete bolj internacionalizirali zaradi česarkoli že, zdaj bi se pa obrnili nekam drugam, to pa seveda potem zahteva oziroma pričakujemo osvežitev Erasmus načrta. To je nekako okvir, ki velja za vsa področja. Vsako področje ima potem še kakšno specifiko, ki jo boste pa spoznali na področnih seminarjih. Na področnih seminarjih boste skupaj s koordinatorji tudi dejansko pogledali prijavnico, posamezne točke v prijavnici in vam bodo svetovali, kaj in kako, kje zapisati. Za izobraževalce odraslih bo seminar 24. septembra, za šole in organizacije, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje 28. septembra in za šolsko izobraževanje, kamor spadajo vrtci, osnovne šole in splošne srednje šole, pa 30. septembra. Časovno je to res hitro, vendar vam želimo dati dovolj časa, da boste razmislili, kaj so vaši cilji, kakšne so vaše želje, kaj je realno od tega, da boste z aktivnostmi znotraj Erasmus Plusa, s projekti mobilnosti dejansko tudi dosegli in da potem to tudi uskladite s svojo strategijo razvoja organizacije in napišete seveda v samo prijavnico. Prijavnice se ta trenutek prevajajo oziroma smo ravno dobili od prevajalcev nazaj v pregled, bodo na voljo tudi v slovenskem jeziku, v vsakem primeru pa lahko vi izpolnjujete prijavnice seveda v slovenskem jeziku. Podrobne informacije, sprotne informacije o posameznih seminarjih, o, bom rekla, priporočilih, o tem, ali so prijavnice že na voljo v slovenskem jeziku ali ne. Prosimo vas, redno spremljate naši obe spletni stranici, cmepius.si in erasmusplus.si. Vse potrebne informacije, kar se tičejo razpisa, pa so že in bodo sproti dopolnjene na spletni strani erasmusplus.si pod zavihkom razpisi.